In v bistvu v tem času, prosim, bodimo v zavedanju, da ljudje niso slabi, ljudje niso neumni, ljudje niso nesramni, ljudje samo delujejo iz realnosti, v katerem oni so. Čau! Torej, danes gremo odpirati svoje srce, se pogovarjati o ljubezni, o sočutju, o tem, kako smo lahko v visoki vibraciji ljubezni v tem času. V današnjem dogodku v bistvu želim, da dosežemo sledeče. Da gremo odpreti svoje srce in da gremo najti sočutje, ljubezen in sprejemanje v svojem srcu zase, za vse ljudi okrog nas, za vse to, kar se nam dogaja, in v bistvu s tem dvignemo vibracijo sebi in celemu našemu okolju. Kaj v bistvu sploh pomeni tvoja vibracija ustvarja tvojo situacijo? To me velikokrat slišiš govoriti. To v resnici pomeni, da v takšnem stanju in v takšni energiji, kot smo mi, to zunaj sebe doživljamo. Vsi smo v bistvu magnet. Magnet smo, kar pomeni, da realnost v življenju obstaja marsikaj. Ampak v takšni energiji in v takšni vibraciji, kot smo mi, to bomo mi zunaj sebe videli. Takšne ljudi, takšne situacije, takšne odzive bomo pritegnili k sebi. Ker v bistvu v vesolju obstaja ta zakon ali pa recimo formula, da enaka vibracija gre z enako vibracijo, enako privlači enako. To pomeni, da v takšnem stanju, kot smo mi, to zunaj sebe vidimo, to zunaj sebe kreiramo. In v tem času, ko smo v bistvu znotraj neke krize, je zelo lahko hitro zunaj sebe videti stvari, ki nam niso všeč. In te zmoti to, da si nekdo ni nadel maske, ko je šel ven, oziroma te zmoti to, da ljudje hodijo ven na sonce v tem času. Mogoče te zmoti to, ker ti ful pospravljaš zdaj po hiši, partner pa sam na kavču leži. Zmoti te to, ker otroci ne delajo domače naloge, ker misliš, da bi jo mogli. Skratka, zelo hitro v situacijah, ki ne podpirajo ljubezni, se pravi situacije, ki so obsojajoče, kritične, v bistvu, ko se veliko ljudi znajde znotraj stiske, se zelo hitro tudi mi na nek način sledimo tej energiji in začnemo biti ziritirani. Super, vidim, da pišete, da vam je bila včerajšnja meditacija všeč. Krasno, danes imamo še eno na meniju. Danes bomo delali meditacijo za odpiranje srca. In včasih, ko je zunaj tebe vojno stanje ali pa recimo stanje, kjer je kriza, panika, strah, je zelo težko biti dober in videti dober in biti hvaležen in videti ljubezen in biti v ljubezni in biti v pomirjenosti. Ampak ni pa nemogoče. In kdaj misliš, da se boš naučil ljubezni? Takrat, ko bo vse povsod polno ljubezni in bo sama od sebe prišla, ali takrat, ko jo ne bo? In v bistvu to je naš trening, krasen trening, da začnemo v sebi prebujati tiste kvalitete, ki jih želimo čutiti in doživljati. Ja, Ana pravi, ni vedno tako, da privlačimo to, kar mi smo, jaz sem ok, pa srečam v življenju nekoga, ki me totalno rani. Super, da si to izpostavlja. Bom tudi na to odgovorila. V bistvu mi lahko v popolnosti vplivamo in imamo popolno odgovornost in moč nad tem, kako bomo mi delovali, kako se bomo mi odzivali, v kakšnem stanju bomo mi. In v bistvu logično, da rabimo izkušnje v življenju. To ne pomeni, da bomo pa zdaj v balončku, pa bomo sam love, sam ljubezen. Naša duša se je utelesla zato, da doživi marsikakšno izkušnjo. In velikokrat vam rečem, sploh vsi tisti, ki ste v šoli za moderne oraklje, pofočkajte se, če me spremljate. Velikokrat v šoli tudi govorimo in delim to jasnost, da v življenju je kot neka taka premica. In na tej življenjski premici so situacije, ki se morajo za nas zgoditi. Kajti vsaka situacija nas poveča, nam prinese neko izkušnjo, zato da lahko mi potem gremo v naslednjo izkušnjo, v naslednji odnos, v naslednjo situacijo povečani.
In v bistvu ta premica je na nek način takole. Bolj kot gremo naprej, večje zavedanje imamo. In to, da naprimer kot otroček se ti zgodi, da zgubiš kužka, recimo greš na sprehod pa zgubiš kužka, je pomembna lekcija za tvojo dušo, zato da se bo naučila v stvari, ki se jih ona rabi naučiti. Ker recimo mogoče se moraš ti kot duša doživeti izkušnjo izgube. In jo boš mogoče doživel čisto na začetku svojega življenja, ko boš zgubil kužka, mogoče boš pa kasneje, ko boš zgubil prijatelja, ko se boš mogoče prijatelj se bo preselil na drugo stran mesta ali pa na drugo stran sveta in boš izgubil prijatelja. Mogoče boš kasneje izgubil ljubljeno osebo, ko te bo partner pustil. Dejstvo je, da na naši premici življenja so izkušnje, ki jih rabimo mi doživeti, zato da se zgodi to povečanje. In v bistvu vsak odnos, vsaka situacija, tudi ta situacija, v kateri smo zdaj, se dogaja z namenom našega povečanja. Čau, rakeljčki, vsi moderni orakli, čau! In v bistvu vse, kar se dogaja, vsaka situacija, ki te je ranila, vsak partner, ki te je, imaš občutek, da ti je naredil slabo ali karkoli, vse, kar se je zgodilo, je bilo z namenom, da ti to izkušnjo doživiš, zato da se lahko tvoja duša skozi to poveča, da lahko razširiš svoje zavedanje. In zdaj, v naši energiji, v našem polju bodo vedno situacije, ki rezonirajo z nami. Ne more biti drugače. To ne pomeni, da če ti privlačaš partnerja v odnosu, s katerim se raniš, da si ti oseba, ki je slaba ali pa karkoli. To ne pomeni, da če ti privlačaš na cesti jeznega šoferja, da to pomeni, da si ti slaba oseba. Ne, sploh se ne gre za dobro ali slabo osebo. V bistvu v svojem centru smo vsi čiste duše, smo vsi dobri. Dejstvo pa je, da imamo različne izkušnje v življenju na tej premici in zato smo na različnih točkah ranjeni. In oseba, ki rani, je oseba, ki je ranjena. Ampak bottom line, pod črto, vsi smo ranjeni. In v bistvu vsi rabimo več ljubezni. In vsi rabimo več sočutja. In v bistvu, ko govorimo o tem, da naša vibracija kreira našo situacijo, govorimo o tem, da imamo popolno moč in odgovornost nad svojim življenjem v smislu, v kateri energiji bomo obstajali. In naša izbira je, kaj bomo mi žareli, v kakšni energiji bomo mi svetili. In to ni nekaj, kar rečeš, ok, jaz bom zdaj skozi svetil v pozitivni energiji in ne gre se sploh za pozitivno in negativno. Gre se v bistvu za to, da ti vedno deluješ iz sebe, iz svoje ljubezni do sebe. In povabim te, da najprej samo sprejmeš, da vse to, kar se dogaja, je krasna priložnost za tvoj trening, da začneš še bolj iz sebe delovati v še večji ljubezni, v še večjem stiku. In ko sem prej rekla, oseba, ki je ranjena, rani, vsi smo kdaj ta oseba. In naša naloga je, da v času, ko je stiska, ko je kriza, ko so ljudje ranjeni, da mi prevzamemo polno odgovornost nad svojo vibracijo in da smo mi v ljubezni zaradi sebe, zaradi naših najbližjih, zaradi skupnosti. In v tem času, ko nas neki na globalni ravni toliko zelo rani, včeraj smo se že pogovarjali, pridajo ven strahovi, panike, bolečine, najbolj tisti preživetveni vzorci. To pomeni, da bojo zdaj prišli ven naši največji drekci. In zato je pomembno, da smo sočutni do sebe, do ljudi, ki so okrog nas in da imamo zavedanje, da vsak izmed nas je znotraj sebe dober. Ampak nas različne situacije v različnih kontekstih v bistvu prizadenejo, ranijo, pritisnejo na našo rano in zato odreagiramo čist impulzivno, čist iz efekta ranjenosti.
In zato želim, da danes naredimo meditacijo za odpiranje srca, s katero bomo v bistvu dvignili svojo energijo ljubezni. In že samo to, da boš danes ti žarel v tej ljubezni, bo veliko. In lahko kadarkoli vsak dan to meditacijo narediš. To je krasna vaja z boginjo Kuan Yin, ki je boginja sočutja, ljubezni do sebe, prijateljstva, prave ljubezni, brezpogojne ljubezni. In to vajo bomo danes naredili. Nataša pravi, hvala Tjaša, ker nas opominjaš na vse to, kako moramo zase skrbeti in da se imeti radi. Ja, to je nekaj, kar se bomo celo življenje učili in mojstrili in postajali vedno boljši. Do te mere, da na neki točki boš lahko ostal čist v sebi, ne glede na to, kaj se dogaja zunaj tebe. Ampak, da smo lahko v stiku s sabo in da lahko čutiš ljubezen, pomeni pa, da moraš imeti čas zase, moraš imeti prostor v svojem dnevu, da si v stiku s sabo. In nekaj najbolj čudovitega in najboljša praksa je ta, da so to tvoja jutra. In povabim te, da izkoristiš ta čas, v katerem smo, da izmojstriš svoja jutra. Da svoja jutra narediš najbolj ljubeča, najbolj možno ljubeča za tebe. In kaj je tisto, kar bo tebe postavilo v tvojo ljubezen, v tvoj center, v tvojo mehkobo na začetku tvojega dneva? Recimo lahko ti povem, kaj jaz zjutraj naredim. Prva stvar, ki jo jaz zjutraj naredim, je, da ko odprem učke, ko se zavem, da sem se zbudila, tisti, ko še ne odpreš učke, ampak se zavedaš, da si zdaj zbujen, si povem svoje ime. Samo nežno si povem svoje ime, zato da se takoj v začetku spomnim sebe, Tjaša, tukaj si, v sebi si, zaradi sebe si in samo začnem dan s svojim imenom. Naslednja stvar je, ko vstanem, ko pač greš lulat, ne karkoli, vedno si jutro namenim za to, da potelovadim, da razmigam vse svoje sklepe, da se raztegnem, da naredim nežno vadbo za moje telo, zato da pridem v telo. Seveda vedno popijem tudi kozarec limonade, mlačne limonade, da splakne vse toksine iz mojega telesa. Potem naredim telovadbo, potem meditiram. Jaz sem si zdaj kar navadila, da si vsako jutro zvrtim eno od kanaliziranih meditacij, ki sem jih sama posnela in jih najdete na moji spletni strani. Veliko jih je v meditacijski sobi, pa v naši spletni šoli jih je še več. Tako da vsi tisti, ki ste mogoče novi v moji skupnosti, ko greš na spletno stran tjašadorelaj.com, imaš desno zgoraj gumb prijava in s tem vstopaš v brezplačno spletno skupnost. Samo vpiši se, profil si odpri in noter imaš meditacijsko sobo, kjer lahko meditiraš. Jaz sem tudi, moja ekipa je že zelo pridna in bo danes poskrbela, da bodo tudi te posnetki, ki jih zdaj snemamo in meditacije, ki jih znotraj tega programa imamo, da se bodo tja nalagale znotraj spletne skupnosti. Tako da, kdor še ni, odpri si, brezplačno je, samo odpri si svoj profil, zato da boš lahko meditiral. In v bistvu jaz vsak dan začnem z meditacijo. In na nek način skrbim za to, da vsako jutro pridem v stik s sabo skozi gibanje, skozi hrano, pijačo, ki jo uživam, skozi zelene smutije, limonade, zdrave zajtrke. Na drugi strani skrbim za svojo vibracijo z meditacijo. In potem v različnih obdobjih delam različne stvari. Včasih še plešem, si dam glasbo, plešem, včasih pojem, čeprav nisem najboljša pevka, si dam glasbo in pojem. Ampak bistveno mi je, da ko vidim zjutraj, kako se zbudim, po kakšni volji se zbudim, včasih se zbudim čisto za en drek. Recimo danes zjutraj sem se zbudila, pa nisem bila tako jupi. Zato, ker po včerajšnjem dogodku sem jaz rabila še 2 uri, da se mi je telo umirilo, ker je toliko energij teklo skozi mene, med meditacijo in v našem srečanju. In v bistvu sem rabila nekaj časa, da sem se sploh umirila in zato, ker sem se danes zjutraj zbudila, sem bila tako malo, kaj se dogaja, kje sem. Ampak pol imam sam fokus. Ok, ni važno, kako se počutiš, zdaj boš poskrbela za to, da se boš vrnila k sebi. Poskrbela boš z jutranjo rutino, z jutranjimi rituali, da boš spet v stiku s sabo. In potem sam grem in se samo vprašam, kaj je trenutno največji izraz ljubezni do mene.
In povabim te, da ta čas izkoristiš za to, da odkriješ svojo jutranjo rutino. Da odkriješ, kaj je tisto, kar tebe vrne v stik s sabo. In pol, ko osvojiš jutranjo rutino, si ustvariš še večerno rutino. In si ustvariš še večerno rutino, ki te bo pa umirila in nežno sprostila v spanec. Bom en dan naredila live samo na temo spanca, ker je spanec zelo pomemben. Tako da grem zdaj nazaj v bistvo tega današnjega dogodka. In naša naloga je videti, da če ti nisi v sebi, ti ne moreš biti v ljubezni do drugega. Ti ne moreš biti sočuten, če najprej nisi sočuten v sebi, do sebe, za sebe. In ko mi dobesedno utelešamo neko vibracijo, jo bomo utelešali za vsakogar. In človek se vedno odzove na te na takšen način, kot se on odziva nase. In ko ti vidiš nekoga, ki za vsako stvar se razjezi, dej sam imej to v mislih, on se tako, kot se odziva name, odziva nase. Ta oseba očitno nima še razvitega odnosa do sebe na ta način, da bi znala biti do sebe ljubeča in srčna in sočutna in mehka in nežna in topla. In v bistvu tudi mi reagiramo na ljudi na takšen način, kot reagiramo do sebe. In pomembno je, da ustvarimo jutranjo rutino, jutranje rituale, obrede, vaje, kakor hočeš to imenovati, da prideš v svoj center in da dan začneš iz svoje vibracije. In ta čas je krasen za to. Vedno se ti nekam mudi, vedno nekam hočeš iti, vedno je služba, vedno je to, vedno je tisto, vedno je neki. In da ne bo pomote, jaz tudi včasih eksplodiram in sem jezna in mi gre vse na živce in padajo ven iz mene vse moje rane in moje bolečine. Vsi smo samo ljudje. Ne iščemo perfektnosti, ne iščemo popolnosti. Iščemo pa to, da smo samo zavedni, da se zavedamo sebe in moramo se bolj zavedati sebe, da se opazujemo, kako reagiramo. Ne samo, da reagiraš, ampak da iz ljubezni, iz tega najvišjega dela sebe poskušaš delovati. Včasih pač ne moreš, včasih te toliko nekaj prizadene, toliko rani, toliko ti pritisne, da ne moreš, ampak vedno se pa lahko potem nazaj vrneš in naravnaš na ljubezen. Vedno. To je spet izbira. Izbira je, a se bomo vračali v ljubezen ali ne. In zato na tem mestu pustimo na miru ljudi za ta trenutek, pusti na miru partnerja, kaj počne, pusti na miru, kako se tvoja sodelavka ali pa družinski člani soočajo s situacijo. Dajmo za trenutek samo pustiti ostale na miru, ker najlažje je obsojati in s prstom kazati, kaj kdo dela narobe, ker imamo mi drugačno zavedanje in drugače razmišljamo. Najprej dvignemo vibracijo ljubezni v sebi, najprej budimo sočutni do sebe in si ustvarimo jutranjo rutino, jutranje rituale, ki nas bodo vračali v stik z nami. In potem bomo videli, ko bomo dvignili svojo vibracijo, bomo zunaj sebe prvič kreirali drugačne odnose, drugič bomo pa bili v bistvu tudi, kako bi temu rekla, velik zgled in ogledalo te ljubezni. Da bomo druge podprli, da gremo kot družba v to energijo. In ko si ti enkrat v ljubezni do sebe, si ti v ljubezni do živali, si ti v ljubezni do narave, si ti v ljubezni do rastlin, si ti v ljubezni do sočloveka, si ti v ljubezni do vsega. Ada pravi, ojla, draga Tjaša, vesela sem, da si po kratkem umiku zopet z nami, hkrati smo pa lahko trenirali, kar si v naši šoli že naučila. Joj, moji orakelčki ste najboljši. Res, ful sem hvaležna za to našo šolo. To je v bistvu moja spletna šola, kjer predajam znanja, kjer je polno meditacij, posnetkov mojih dogodkov, skratka mesečni dogodki z mano, tako da vsi tisti, ki želite postati del te šole, je tudi zdaj odprla vrata, tako da se nam lahko priključite. In v bistvu, kar bi rada rekla na tem mestu je, sploh, če si, tako kot je prej Nevenka izpostavila, medicinska sestra, zdravnik v prvi bojni črti, liniji, tam, kjer se dogaja največ,
je še toliko bolj pomembno, da smo ogledalo in čist postavljeni v svoji ljubezni. A ne? Ravno včeraj sem imela priložnost govoriti z enim zdravnikom in je bil čist tako, v stresu zaradi vsega, kar se dogaja, in potem na koncu najnega pogovora in vsega, kar sem mu pomagala prepoznati, je v bistvu ugotovil, kakšno dragoceno, kako lahko on res vpliva in kako lahko da, pa ne samo svojim medicinskim znanjem, predvsem s svojo vibracijo, s tem, da tam, kjer se takole vse dogaja, da on ostaja v svojem centru, da on ostaja v svoji resnici in v svoji ljubezni. In zato je še toliko bolj pomembno, da v bistvu skrbiš za svojo vibracijo, da poslušaš meditacije, da si v svojem centru, da imaš jutranjo rutino, predno greš v službo, predno greš tja in si ogledalo tega in si ljubezen in da gledaš v situacije in veš, da so ljudje ranjeni, fizično, čustveno, energijsko in da se še bolj zavedaš svojega poslanstva. Ok, a ste za to, da naredimo meditacijo? Gremo zdaj v meditacijo, odpreti svoje srce, to je vaja, ki jo lahko delaš kadarkoli, jaz bom poskrbela tudi za to, da vsi ti posnetki bodo naloženi na mojo spletno stran, zato da boš lahko vse te meditacije, vse te vaje, vse to jasno še poslušal. Še eno stvar, ki bi jo rada povedala, preden gremo. Pa gremo pa res v meditacijo. Predstavljaj si en velik nebotičnik. To moramo še povedati. En velik nebotičnik. In predstavljaj si, da si ti v tem nebotičniku, naprimer v 11. nadstropju. In ti gledaš ven iz tvojega stanovanja in ti vidiš gore v ozadju, vidiš drevesa, vidiš avtomobile na parkirišču, vidiš cel razgled imaš. V tem nebotičniku pa živi veliko ljudi. In nekdo živi, naprimer, v 1. nadstropju ali pa v pritličju. In ko on pogleda ven čez svoje okno, on vidi samo parkirišče, cesto, mogoče eno drevo. On ne vidi gora, on ne vidi vzadje celega mesta, ki ga ti vidiš, ko si, naprimer, v 11. nadstropju. In ko se zdaj v teh situacijah ali pa kadarkoli v življenju srečaš z osebo, za katero se ti zdi, da jo začneš obsojati zato, ker drugače razmišlja, ker ne vidi, kaj je cela slika, ker ne razume, ker ne dojame, kaj pomenijo določene stvari in tebe to vznemiri in postaneš jezen, se spomni tega nebotičnika. Vsak človek kot duša je na neki stopnji svojega zavedanja. In ko je nekdo v pritličju, pa to ni zdaj boljše, slabše, ne gre se za to, ampak ko je nekdo v pritličju in gleda ven, on ne more videti ničesar drugega kot to, kar mu njegova stopnja omogoča. Ko pa ti v življenju, spet je ta premica, spomniš se, vsaka izkušnja, ki jo doživiš, ti poveča zavedanje. Ko pa ti v življenju doživiš izkušnje, se pa ti dobesedno seliš po tem nebotičniku zavesti vedno višje nadstropje. In v bistvu vedno širši pogled imaš, ko pogledaš ven. Vedno več vidiš, vedno bolj daleč seže tvoj pogled. In v bistvu v tem času, prosim, bodimo v zavedanju, da ljudje niso slabi, ljudje niso neumni, ljudje niso nesramni, ljudje samo delujejo iz realnosti, v katerem oni so. In on gleda ven iz svojega nadstropja in če je on v 1. štuku, on ne more videti gora tam čez. Nekdo v penthouseu, čist na vrhu, bo imel pa še višji razgled kot ti. Pa ga ti tudi ne boš razumel. In kot jaz, naprimer, rečem, tvoja vibracija ustvarja tvojo situacijo, ti danes to razumeš na nek način, ko se boš ti dvignil po nebotičniku zavedanja gor, kar se bo zgodilo v procesu tvojega življenja, boš pa kar enkrat dojel, wow, a to pa pomeni to. Se pravi, vse stvari, ki jih doživljamo, vse odnosi, materialnost, manifestacija, zdravje, vse je v resnici samo stopnja zavedanja. In zdaj, nekdo
ima takšno zavedanje svojega telesa, ker je v njegovem zavedanju, da on bo dobro. No matter what, ne glede na vse. In ta oseba mogoče ne bo jemala toliko vitaminov, pa ne bo toliko telovadila, pa ne bo toliko ne vem česa delala. Zato, ker je prišla v življenju do točke, da je naštudirala, kako njeno telo funkcionira. In zdaj, super, vidim, da vam je všeč ta nebotičnik zavesti, ampak pomaga nam. Ko so meni angelčki povedali ta primer, mi je bilo tako, wow, sam res. Pol postaneš malo bolj tako, a veš, sočuten do tega, da pač vsak človek je tam, kjer je. Seveda to ne pomeni, da pač pol si pa pasiven, pa nič v življenju ne narediš. Namen je, situacije te povečujejo. In tudi, če ti ne boš hotel, te boš samo življenje soočilo s tem, da se boš mogel premakniti. In tudi to, kar se zdaj trenutno nam dogaja, nas daje v premik in ni nam ugodno in ni nam udobno in ne paše nam, ampak na dolgi premici življenja vsi to rabimo, to povečanje, to razširitev zavesti. In zdaj lahko beremo in gledamo, koliko je lepa voda v Benetkah, ker ni turistov pa nobenega onesnaževanja, pa koliko je čist zrak, ko pogledaš v zrak, pa na Kitajskem, wow. A vidiš, že nam narava kaže, jaz imam kar mravljince, že nam narava kaže, da to, kar se dogaja, tudi če tukaj le noč stiska, na širši ravni rabimo to. In smo sposobni iti čez vse. Ne glede na to, kaj se ti zgodi, ti imaš v sebi moč. In ta tvoja moč je ljubezen. Je tvoja ljubezen do sebe. To, da se vrneš vase. In da, kad te ziritira sosed, ker ti zbija zdaj gor, ker se ti je odločil, da bo v času karantene prenavljal, in ti gre, super trening. Super trening, ker kaj se zgodi? Dve stvari se zgodita. Ko ti se vedno odzoveš na stvar, ki je tudi v tebi. To je kakor ta čeveljček za otroke. Ko nimajo vezalk, ampak imajo, kako se temu reče, to mucko, no? Ne vem, kako se temu reče, pač. In če ti nimaš, ta mucka je sestavljena iz dveh delov, da lahko čevelj zapreš, In če ti nimaš v sebi tega dela, se to nate ne more pripeti. Kar pomeni, da če ti nimaš v sebi neke rane, ta situacija na tebi tja ne more pritisniti. Se pravi, če ti tja pritiska, pomeni, da imaš ti tam rano in to je tvoj prostor za rast. In itak ni udobno, če ti sosed zbija. Vem, da ni udobno, ampak vzami to situacijo. Ježek, ja, mojca, hvala. Ježek se reče. Jaz pa mucka, veš. Ok, ježek. Hvala, še dobro, da smo tukaj skupaj. In tvoja naloga je stvar, ki te ziritira in ti takole dela, ne da ven butneš zdaj svojo rano in svojimi bolečinami nazaj, ampak da greš pogledat, kaj se v tebi dogaja in da v sebi dvigneš vibracijo in da se ti vrneš v mir in vrneš v ljubezen in pogledaš, kje si ti nase pozabil. Ker to, da te nekdo drug iritira, pomeni, da si ti nase pozabil in da ti sam sebi nečesa nisi dal, kar rabiš. Mogoče je to samo malo več spanja, recimo, In dve stvari sta. Ko se zgodi situacija, ki te iritira, greš lahko v obsojanje, jezo, iritacijo, iz svoje bolečine spet delovati nazaj, ampak s tem ne bomo nič rešili. Drugo, kar pa lahko narediš, je pa, da greš vase, pustiš vse, kar je, samo greš vase, vrneš se v svojo ljubezen, recimo narediš to vajo, ki jo bomo danes naredili za odpiranje srca in sebi daš to, kjer si nase pozabil. In kaj se zgodi? Ali te ta hrup pa to, kar se dogaja, sploh več ne moti, ker ta ježek nima več se kam pripeti,
ali pa se dejansko stvar umiri in se situacija transformira. In to je za vse v življenju, to ni samo zdaj, ne? To je vedno v življenju. Ko mi spremenimo vibracijo, mi začnemo pritegnemo v življenje drugačne situacije. Ja, naše ogledalo so vse te situacije in v bistvu vsi na koncu smo sestavljeni iz enakih elementov, naše telesa so iz istih snovi, naša čustva, enaka čustva nosimo, vsi imamo isto, sam vsak ima zapakiran drugače. Tako da imejmo to zavedanje, potrebujemo v tem času se vrniti k sebi, ustvari si jutranjo rutino, tvoje rituale, začni se zavedati tega nebotičnika zavesti, da je vsak na neki točki. To ne pomeni, da jih opravičujemo, to samo pomeni, da sprejmeš, da oseba vidi to, kar vidi. In niti ne, da jo vlečeš gor, pridi na 11. nadstropje, tukaj je pa tako pa tako. Bodi ti tam, kjer si. Največje učenje se zgodi, ko to ti poosebljaš, ko to ti utelešaš. Ker najbolj učijo v bistvu naša vibracija, naše dejanja, kako mi smo, naše stanje. In ne se pol obsoja, če včasih pa pač eksplodiraš, pa reagiraš pač malo bolj iz bolečine. Samo zavedanje me, ok, zdaj sem tole malo iz bolečine odreagiral, ok, pejmo nazaj v srce. Ok, in zdaj bomo naredili meditacijo za odpiranje srca, ki jo lahko narediš, to je krasna vaja, ki jo lahko narediš sam z vizualizacijo ali pa poslušaš ta posnetek, ki ga bomo zdaj skupaj naredili na repeat in si kadarkoli želiš odpreš svoje srce. Ok. Tako da, kar rabiš je samo to, da se daš v udoben položaj za to meditacijo, lahko se uležeš, usedeš, naj ti bo prijetno. Jaz bom pa glasbo naštimala. Ok, gremo v meditacijo, samo nežno zapreš očke in se daš v udoben položaj. Dragi otrok, draga duša, tukaj s teboj sem jaz, boginja Kuan Yin. Prihajam k tebi, da odprem tvoje čudovito srce in ti pokažem, koliko ljubezni, brezpogojne ljubezni nosiš v sebi. Kot fontana najčistejše vode, najbolj pristnega tolmuna, najbolj žarečega sonca, najbolj cvetoče cvetlice. Ta ljubezen zdaj teče, se rojeva in prebuja v tebi.
Povabim te, da daš svoje telo v položaj, v katerem lahko popolnoma sprostiš vse, kar držiš. Tvoje oči naj bodo nežno zaprte in samo nežno zadihaj. Vdih skozi nos, izdih skozi nos. Vsa tvoja pozornost pa se zdaj ljubeče prestavi na tvoje srce. Nežno podrgneš dlani skupaj. In obe dlani položiš preko svojega srca. Jaz, boginja Kuan Yin, prihajam k tebi s svojo ljubeznijo in sočutjem, z milino in nežnostjo, ki jo tvoja duša že pozna. To namreč nosiš v sebi. Tvoja ljubezen je neskončna. Njen vir je ves čas v tebi in kadarkoli lahko dostopaš do te ljubezni. In zdaj podarjam ti čudovit lotosov cvet in ga polagam v tvoje dlani, na tvoje srce. Ti pa svojim notranjim pogledom prepoznaj, kakšen je ta lotosov cvet, kakšne barve, ali se sveti, kako velik je. Pojdi globoko v svoje srce, kjer ta lotosov cvet zdaj se odpre, se prebudi. In kot da bi popek postajal večji in lotosov cvet največji, najbolj odprt, najbolj široko seže. In samo opazuj ta čudoviti lotosov cvet, ki ti je zdaj podarjen. Sproščeno dihaš skozi nos, ko jaz, boginja Kuan Yin, tvoje srce zdaj zlivam ljubezen, biserno ljubezen, žarke, biserno bele svetlobe. Naravnost v tvoje srce, zdaj teče ta ljubezen in te napaja. Tvoj lotosov cvet pa postaja vedno bolj sijoč, vedno lepši. Ti pa vedno bolj čutiš samega sebe. In zdaj bova skupaj zavrtela ta lotosov cvet 7-krat v eno stran in 7-krat v drugo stran. Če želiš, si lahko te premike vizualiziraš ali pa svojo dlanjo nežno krožiš preko srca. Začela bova vrteti v smer urinega kazalca. In samo ljubeče, nežno dihaš
in vrtiš. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. In zdaj ljubeče zavrti svoj lotosov cvet na srcu še v nasprotno smer. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. In zdaj začuti vso ljubezen, ki gori v tvojem srcu. In nežno umakni svojo dlan iz srca, s tem pa omogočiš, da vsa ljubezen in svetloba, ki je v njem, zdaj začne žareti v tvoje polje, v skupno polje. Tvoj čudoviti lotosov cvet pa postaja s to ljubeznijo vsak trenutek večji. In postane tako velik, da objame celo tvoje telo. Povsod okoli tebe je kot najlepša, najčistejša zaščita. Energija ljubezni zdaj vibrira v tebi. In ta ljubezen se sveti iz tebe navzven, da postaneš svetilnik ljubezni. In dihaš. In zdaj razširiš to ljubezen preko svojega doma, še širše preko stavbe, v kateri živiš, preko mesta, v katerem bivaš, preko cele države, preko cele celine. Cel planet Zemlja zdaj objameš s svojo ljubeznijo in si predstavljaš, kako se okoli planeta ustvari enak lotosov cvet, kot je okoli tebe. In zdaj je cel planet ljubezen odet. In greš še širše in spustiš svojo ljubezen v vesolje. Tako močna je, takšno moč nosiš v sebi, da lahko napajaš celo vesolje z lastno ljubeznijo, ki žari iz tvojega srca. In izgubiš občutek za prostor in čas, ko ljubezen širiš še dlje
v vesolje jo upneš in sproščeno dihaš, ko postaješ eno z vsem, v ljubezni povezan, v pretoku. In to pa nežno in počasi začneš vračati ljubezen nazaj, kot da bi pobral iz celega vesolja vso ljubezen, ki je tam zate, in jo začel vračati nazaj vase. Ljubezen vseh zvezd, ljubezen vesolja, ljubezen vseh duhovnih vodnikov, ljubezen celega planeta Zemlja, ljubezen tvoje narave, tvojega okolja, tvojega doma. Vsa ljubezen se zdaj shrani vate, tvoje srce. In vsa ljubezen ti je na voljo. Bodi v sebi, bodi tukaj prisoten zase. Daj si ljubezen. Pogosto si postavil vprašanje, kaj je v tem trenutku največji izraz ljubezni do mene. Začuti, kaj je to. In potem pojdi in to stori. In nežno vrneš dlani na srce, da prizemljiš to ljubezen, ki te je zdaj napolnila. In v ljubezni do sebe prepoznaš, kaj je zdaj največji izraz ljubezni do sebe. Ne kontroliraj, dovoli, da ti tvoja duša pove. In zdaj pojdi in temu sledi. Poskrbi zase, tako dragocen si. Potrebuješ sebe. In rada te imam. Jaz, boginja Kuan Yin. In ko boš pripravljen nežno in počasi, z rahlimi premiki, prebudiš svoje telo. Ljubeče in počasi odpreš svoje oči in si na glas, ko si buden, poveš svoje ime, da ga začutiš, da zavibrira v tebi, da sebe utelesiš. Z ljubeznijo, jaz, boginja Kuan Yin.
Kaj bi se zgodilo, če bi vsak dan začeli s to vajo? Kakšen svet bi skreirali? In zdaj pojdimo iz te ljubezni, iz te vibracije v svoj dan in bodimo ljubezen. Aj prav? Hvala.